Spoštovane gledalke in gledalci, verjeli ali ne, danes se nahajamo v Zagorju, v občini Sveti Tomaž. In naša gostja je Alenka Čurin Janžekovič. Alenka, pozdravljena. Pozdravljena. Zagorje ali Zagorje? Opa, Zagorje menda ja. Jaz bom danes gučala po domačem, ne, tu pa tam, da me ne bi zaneslo tudi v kakšno slovenščino popačeno, ampak vsekakor Zagorje, ker Zagorje imamo drugje, ne, v Sloveniji. Ni te bilo enostavno najti, veš? Pa res? Ne. A ni tisti znak nič pomagal? Ne. Au! No, pojasniva ta znak. Pojasni, no. S tem bi začeli. Pa bomo. Ja, no, najbrž bomo rekli tako, hiša, v kateri danes sta, je pravzaprav hiša, pri kateri se reče pri Burkovih. Zakaj pri Burkovih? Tu je pač živel Jožek, ki so mu po domače pravili Burkov Jožek. Zakaj, to ne vem. In ker je nama to tako zelo všeč, ne, si dostikrat rečemo, bomo tam zgoraj, zdaj, ki je ta tabla prečrtana, ta znak prečrtane, postavila napis Burkov ranč, ne. K tej hiši, k toti hiši njega bilo ceste, pa še zdaj njega, torej križniki niso zainteresirani, da bi to vrisali, ne, ker pač to stane. Vidite, da me že zanese v popačeno slovenščino. In ker ni pač to uradno cesta in moj mož seveda je, veste, policaj, ne, in on spremlja predpise in je ugotovil, da pač mora biti ta znak, ker je pač to zasebna lastnina, jaz niti ne vem. No, in seveda je ljudem to šlo na živce, ne, da se to nekaj mi gremo, nekšne takšne znakarske vojne, ali kaj jaz vem kaj, pa so nam ga lepo pobarvali, no. In zdaj vsakemu, ki prihaja v Zagorje, k Burkovem, nekako imamo to za vodilo. Alenka, dober dan, ne vem, če sem te sploh primerno pozdravila. Dober dan. Dober dan. Dobrodošla. Verjetno te vsi zelo dobro poznajo v Ormožu itak, ker ti si vseeno občanka občine Ormož bila nekoč, ne? In kako te pravzaprav, zakaj te pot zanesla v Sveti Tomaž, v sosednjo občino, tako daleč v stran od Ormoža? Ojoj, danes v Sloveniji na svetu nič ni daleč, se to veš, ne. Kako me je pot pripeljala k Svetemu Tomažu? Takrat pravzaprav še ni bil Sveti, ko sem jaz prišla sem, ne. Sveti smo postali pozneje. Ja, moja torej poklicna pot me je pripeljala v osnovno šolo narodnega heroja Vinka Megla, Tomaž pri Ormožu. In to je bilo tam nekje okrog leta 1980. In to je to, ne. Moja zlata učiteljica, pokojna gospa Jožica Dokša, že takrat profesorica, zakaj to omenjam, ne, zopet bo kdo rekel titule, ampak meni se zdi pravzaprav, da smo v šolstvu preveč togi in si ne priznamo, nočemo priznati, da pravzaprav ti nazivi nekaj pomenijo, če jih človek ne izrablja, ne, tako kot vse. Torej moja Jožica, moja druga mama, vedno rečem, ker je bila brez hčerke, je umrla in je takrat vso svojo materinsko ljubezen in znanje pri klavirju vlagala v mene. Je v določenem trenutku, ko so pač iskali glasbenike po ormoški občini, tudi mene priporočala najprej k Miklavžu, to je v bistvu moja matična šola, kajti jaz sem iz drugače z Vodranec, ne, Vodrancev, kaj zdaj prav, ne vem, po domače bom rekla z Vodranec, in smo hodili v šolo najprej na Kok, potem k Miklavžu.
takrat so iskali torej učitelje glasbe. Miklavž, Sveti Tomaž in Jožica je mene najprej k Miklavžu seveda nekako priporočala. Tam očitno niso bili zainteresirani, za mene so me preveč dobro poznali, ne, in sem potem pristala pri Svetem Tomažu, pri gospodu Kovačiču, takrat je bil ravnatelj gospod Kovačič, in tako se je moje življenje tu začelo, tisto službeno, ne. Seveda potem tudi vse ostalo in tu sem še vedno. Torej, v bistvu si začela delati kot učiteljica glasbe na osnovni šoli Sveti Tomaž. Ja. Moja želja, že v otroštvu, to sem imela veliko srečo, pravim. Tako zelo sem žalostna, ko učenci ne vedo, kaj bi postali. Jaz pa sem od malega bila učiteljica. Moja sestra se je naučila učiteljice, odkar je lahko sedela pri miru. Je bila tvoja učenka? Je bila moja učenka in najni dedek Stanko Čurin je poskrbel za to, da smo imeli vse, tablo pa računalo, pa vse pač, kar se v šoli potrebuje. In torej, ja, moja želja je bila postati učiteljica, vendar moram reči, ne kakršnakoli učiteljica, ne. Jaz bi bila rada učiteljica klavirja. Ampak, ker pač vse v življenju ne gre tako, kot si zamislimo in želimo, ne, sva midve z mojo profesorico Jožico šle na sprejemne izpite v Maribor, na takrat še srednjo glasbeno šolo. Se moram pohvaliti, da sem bila sprejeta, ne, ampak bila sem sprejeta za harmoniko. Meni pa harmonika na noben način v tistem času, lepo te prosim, v 80-ih letih 20. stoletja bom jaz harmoniko igrala, lepo, ne. In sem bila zelo užaljena. In kakorkoli so me vsi prepričevali, da naj pa grem, pa mogoče bo potem, da si profesorji premislili, pa boš potem že mogoče klavir lahko. Ampak seveda nisem, no, in tako je šla ta lahka pot mimo. Sem se zaposlila na kombinatu, takoj 1. novembra, takoj po osnovni šoli, 1. novembra, katerega leta? 72, 73, ne vem več točno, no. Kot telefonistka, študirala ob delu, torej ekonomsko šolo, samo v Mariboru je takrat bila ta šola po delu ali izven, ja, po delu, ker ne med delom, ne, tisti so bili pravzaprav, so imeli plačo, pa so samo v šolo hodili. Končala sem to šolo, nisem rabila delati mature, ne, to se vsi najbolj veselijo, ampak ko sem potem bila na šoli, mi je bilo grozovito žal, da nisem dala te preizkušnje skozi, kajti najlažje je, če sam daš to na svoji koži, potem lahko učencem tudi poveš, da je grozno ali ni grozno, ali ne. Ni mi bilo treba in najsrečnejši dan je bil takrat, ko sem lahko zapustila telefonsko centralo v takratnem Slovinu. Pa ne bom rekla, da mi je bilo tam strašno grozno. Ljudje so bili odlični, veliko prijateljev, še zdaj imamo tam, ampak služba pa to ni bila zame, ne. In v pisarni bi umrla. In takrat sem se vpisala na pedagoško. In to je bilo to. To je bil velik dogodek Ja. v tvojem življenju. Fino, kako dolgo pa si bila potem ravnateljica na osnovni šoli Sveti Tomaž? To pa je čisto na koncu. Dejansko čisto na koncu.
tako bom rekla, dobro veš, da sem pač gibalno ovirana. In človek, ki nosi bolezen v sebi celo življenje, ki z njo živi, nekako mora poslušati svoje telo, ne. In velikokrat se je zgodilo tako, da so mi ljudje rekli: "Pa kako si ti veš organizirati oziroma planirati življenje tako, da vedno vsako stvar napraviš kao ob pravem trenutku, ne." Pa saj to ni res, ne. Če poslušaš svoje telo, pač moraš napraviti tisto, kar ti telo pove, ker drugače pač ni dobro, ne. In tako se je zgodilo tudi pri meni, ne. Jaz sem poučevala celo življenje, mislim, da sem bila samo 2 leti na razredni stopnji, ne. Kajti tudi na pedagoški sem končala razredni pouk, ne glasbeno smer, ne. In ostalo vse sem poučevala glasbo in glasbi spadajo zbori, ne. Nekoč ni bilo problema dobiti otrok k zboru, ne. In smo imeli velike zbore, dobro, tudi je bilo dosti več učencev, kot je sedaj, ne. Jaz vem, da ko sem jaz prišla k Tomažu, smo imeli, mislim, da okrog 380 učencev, ne. Zdaj, ko sem odhajala, jih je bilo okrog 200. Tako da delo z zbori pač je skoraj brez veze, da vam razlagam, ne. Eni bodo rekli: "Ja, fajn je, ne, se poje." Ja, je fajn, ampak je pa naporno, če hočeš, da pesem zveni ubrano, ne. To je že napor, sama si bila pevka in veš, da je napor že, če se 2 morata uskladiti, ne. Kamoli, če imaš tam okrog 40 ali pa včasih v tistih dobrih časih smo imeli tudi po 50 otrok recimo v mladinskem zboru, v otroškem pa tako še več, ne. Tako da, ja, v določenem času mi je telo reklo: "Zdaj pa ne gre več." Jaz sem se na to pripravljala že prej in nikoli nisem skrivala, da bi želela, imam to ambicijo postati ravnateljica, ne. In sem tudi pač opravila šolo za ravnatelje. Bom rekla, preden je pač, kaj jaz vem, sem vedela, da bo recimo šel gospod Kovačič v penzijo in tako dalje, ne. Ampak človek se pripravlja na vse stvari, ne. Kajti 10 let, ne, to bi bilo 10 let oziroma 9 let prej oditi iz kolektiva, ali pa bom rekla, ja, iz kolektiva, kjer si se dobro počutil, kjer je delo, ki ga rad opravljaš, ne vem, mislim, da bi mene zelo, zelo potrlo, ne. In glede na to, ker sem vedela, da mi telo pravi: "Zbora ne boš več zmogla." To se pravi, podobno bi bilo v razredu, ne. Potem ti ostane mogoče še kakšna knjižnica ali kaj takšnega, ampak dobro, jaz sem se pač odločila, da bom poskušala še na tem področju. Tako da, ja, moje ravnateljevanje je trajalo 2 mandata. Prvi je bil še 4 leta, takrat je bilo 4 leta, potem drugi pa 5 let, to je bilo 9. In takrat je Alenka imela dovolj vsega, torej 43 let, bom rekla, pokojninske dobe. Včasih mi kdo pravi, če sem dobila še kaj mislim, one partizanske ali kaj že, kot jaz vem, ne. Ja, sem rekla, ja. Imam še kakšno partizansko dobo zraven, ne. Seveda, glede na invalidnost, glede na to, da sem začela pri 15 letih delati, se seveda to pozna, ne. In po teh 2 mandatih ravnateljevanja, ti povem, mi je bilo čisto dovolj. Ne dovolj v tem smislu, da bi bila naveličana, ampak telo je govorilo, da ne zmorem več. In tako sem se brez tistih travm, ki jih ljudje doživljajo,
krasno poslovila in imam lepe spomine in še vedno bi ponovila stvar. No, 9 let biti ravnateljica je kar lepa doba, ne? In tudi dolga, verjetno si nabrala kar veliko izkušenj v šolstvu. Kako se je recimo vse skupaj spreminjalo od začetka, pa potem, ko je minilo 9 let? Šolstvo in vse, kar spada zraven. So kakšne občutne spremembe bile? Ja, mislim, da če zdaj gledam nazaj, zagotovo so, ne. Tako kot so bile spremembe v tistem času, jaz sem začela leta 2000. Tudi v tistem času je bil kar en preskok, ne. Ko sem se poslovila, je, bi rekla, že bilo malo divje, ne, ampak ne še tako grozno, kot se to dogaja zdaj, ne. Pač je bilo še obvladljivo, no. Kaj naj rečem, nabrati si izkušenj, zagotovo nabereš drugačnih izkušenj, kot si jih imel v razredu. Ampak, jaz pravim tako, ni pa velike razlike delati v razredu in delati z ljudmi. Pač delaš z ljudmi, z sodelavci. Razlika je samo v tem mogoče, da kaj, jaz vem, zdaj nekateri mogoče pravijo, ne, v razredu otroka pač skregaš, pa je to, ne. Danes tako veste, da to ne gre več, ne, ker je pač vse na glavo postavljeno. Ampak, če pa, bom rekla, si učitelj oziroma karakter človeka takšen, da poskušaš delati ne samo narekovati ali pa z močjo, ne, če se poskušaš dogovarjati, če poskušaš nekako z argumenti delati v razredu in potem nadaljevati to s sodelavci, mislim, da ni nekih velikih razlik, ne. Seveda, je pa odvisno tudi od posameznika, tako kot pri učencih, tako pri odraslih, različni smo. Kaj naj rečem, meni se zdi, da smo pravzaprav zelo dobro delali. Pa ne zdaj zaradi mene, tudi kolektiv, jaz sem v tem kolektivu delala vsa preostala leta in mogoče je to prednost, ali pa tudi ne, velikokrat mogoče res ni prednost, ker preveč poznaš ljudi, ne. V enih primerih pa je, ker mogoče veš napraviti strategijo, na kakšen način jih boš poskušal prepričati, da bi pač se lotili kakšnih stvari. Ja, nasploh bom rekla, mi je bilo dano, da smo dobro delali. Da smo bili pravi sodelavci, ne bom pa tajila, da smo se tudi kdaj skregali, da pa smo nekako profesionalno znali te stvari preiti. Pa, ne vem, pa bom omenila, no, da ne bo nekdo rekel, da samo stvari kažem kako je že moja sestra rekla, Nevenka, kaj že, rožice sadite, ne, rožice, ja, da smo samo rožice sadili, ne, tisto zadnje leto, ko sem se poslavljala, je bilo pa res eno grdo leto, no. In kot vidim, na žalost se je to potem nadaljevalo še kar 5 let, pa upam, da se je zdaj končalo. Pa dostikrat razmišljam, zakaj se je takrat pač kolektiv tako, zakaj se je v kolektivu to zgodilo, ne. Saj najbrž poznate te zgodbe, ampak zato jaz velikokrat rečem, tudi nekoč sem to trdila, 2 ali maksimalno 3 mandate je resnično, tako mislim, je enega ravnatelja čisto dovolj.
res je, nekdo bo mogoče rekel, tisti ravnatelji, ki so doživljenjski, ne, bo rekel, glej, pelješ neko svojo politiko naprej, ne, ampak ni zdravo, ni dobro. Tudi ljudje te preberejo tako, kot te preberejo učenci prvi trenutek, ne. In začneš se ponavljati. Enostavno svoje kože ne moreš, če tudi se izobražuješ na mnogih področjih, ampak ne gre. Enostavno neka tista rdeča nit v tebi ostane in najbrž postaneš dolgočasen za ljudi, ne. No, kaj, ne bom rekla, meni nikdar niso rekli, da sem dolgočasna, meni so vedno rekli, zakaj moramo mi vedno biti prvi, ne. Zdaj to mogoče zveni malo tako samo všečno. Zdaj, če se je šlo za kakšne projekte ali karkoli, saj veš, v tistem obdobju je bila poplava vseh mogočih, 9-letka je že bila močno na pohodu. Pa, ne, ti ljubi projekti, o katerih non-stop govorimo, ne. Jaz sem vedno tako rekla, če se je nekaj začelo uvajati, sem rajši prva zraven, ker dobim največ podpore od Zavoda za šolstvo, od ministrstva in tako dalje, ne. Seveda, učiteljem je bilo, učitelji pa, tako kot danes pravijo, si želijo že končno pedagoški mir, da lahko nekaj delajo nekaj časa enako, ne. Zdaj, to sta dvorezna meča. Pač, jaz vem, da pedagoškega mira ni, če hočeš, da šola teče. Pa saj tudi učitelji vedo, ne. Ampak naveličajo pa se res, to pa priznam, naveličati pa se morajo teh ljubih papirjev, te ljube administracije, tega nepotrebnega dela, no, tako. No, pravzaprav smo prišli na obisk, veš zakaj, ne? Ne vem. Da te pohvalimo kot organizatorko zelo lepega dogodka v Ormožu, koncerta Jasmine in Primoža. Ti si seveda glavna organizatorka zraven. A res, zato ste prišli? Ja, lepo, no, ampak glej, jaz sem to že večkrat ti povedala, da sem jaz pravzaprav tu zelo v ozadju, no. Res je tako, da moram reči, ne samo Jasmina in Primož, no, zdaj bom zopet malo podaljšala to zgodbo, ne. Zelo sem ponosna na naše učence, na kateremkoli področju še vedno spremljam, če jih le lahko, kjerkoli, še vedno recimo grem pogledat tiste stvari, ki so meni pač ljube, to so pevski festivali zagotovo in vsi učenci, ki so karkoli, pa ne glede na to, ali je zdaj, ne vem, glasba, ali bo to šport, ali bo to, ne vem, zdravstvo, ali pa še kaj drugo. Ponosna sem na njih, resnično, tako da sem še danes v šoli. No in glede na to, jih tudi, če se le da, vsekakor še vedno podpiram. Ker tudi mene nenazadnje to nekako daje še vedno eno energijo, en pozitiven pogled na svet v tej norišnici. In ja, moram reči, da Primoža in Jasmino podpiram z eno hvaležnostjo, enostavno. S hvaležnostjo, da sta takrat, ko je bilo meni najtežje in ko sem potrebovala njuno pomoč, ni bilo vprašanja, ne. To sta takšna človeka, pa ne zdaj samo meni, ne. To sta takšna človeka, ki nikdar ne bosta rekla ne, kar se tiče glasbe, ne. Pa najbrž tudi, jaz vem, pri Primožu sem doživela to, da tudi pri drugih stvareh, kar se tiče njegovega poklica. Tudi Jasmino zdaj spoznavam že s te plati, ne, ker mi tudi kot mlada zdravnica poskuša pomagati pri mojih tegobah na takšen in drugačen način. Tako da, to sta človeka, ki
ki jo je vredno podpreti, no. Začeli smo, kot veste, takrat z to spominsko uro za mojo sestro, ki se nam je res poslovila tako zelo hitro in glede na to, da se je to zgodilo v 3 mesecih, enostavno nismo bili družina pripravljeni, zmožni pripraviti pogreba za javnost, kar si je ne vem kaj zagotovo zaslužila, ampak verjamem, da si tudi sama ne bi želela pompa, ne. Mi smo se takrat pač odločili za pogreb v družinskem krogu, ampak veš, vedno me nekje vsakih toliko časa kdo spomnil, Alenka, mi se nismo imeli priložnosti posloviti od nje, ne. In ko je nekako leto za tabo, še zdaleč bolečine niso šle nikamor, ne. Saj so še vedno in spomini so še vedno in se mi zdi, da še vedno hujši, no. Ampak takrat sem se pač nekako odločila, da izpeljem to spominsko uro, ko bodo ljudje imeli pač priložnost se na takšen način posloviti od nje, no. In takrat sem pač povabila Jasmino in Primoža, da mi pomagata pri tem in jasno sta pomagala, ne. No in čeprav je bila to ena, kaj bi rekli zdaj, ne žalostna, ampak dobro, le spomin na osebo, ki je odšla, sta potem po prireditvi nekako rekla, to pa je bilo na nivoju, to se nam je dopadlo, ne, in kaj če bi mi nadaljevali s tem, ne. Seveda ne spominom na Deno, ampak potem na pevce pač, Primož pa je tudi en poseben človek, ne, on je pač zaljubljen jugonostalgik v pevce stare generacije, saj to je milijonkrat zdaj že v tem času povedal. Jaz nenazadnje, bom rekla, čisto odkrito, sem res tudi jugonostalgik. Pa zdaj seveda ljudje smo različni, ampak jaz sem rasla v generaciji, kjer nam nič ni manjkalo. In pač ne bom razpravljala zdaj o tem, da je bilo hudo, verjamem, da je bilo. Pa da je za nekoga res bilo tudi zelo krivično. Ampak v katerem sistemu se to ne dogaja, če se zdaj tako vprašamo, ne. No in potem seveda je bil Ivčič na vrsti, ne, njegova velika simpatija, Jasmina zopet ni rekla ne, ne. In letos torej sta se odločila, da bosta, oziroma Primož, bom rekla, je tista nit, ne, rdeča. Čeravno, seveda, rdeča nit je pri vsebini. Kajti letos pa je bila pobudnica Jasmina, ne, da bi. Najprej je bilo rečeno ne, dovolj, ne. Dovolj, posebno v Ormož ne gremo več, pa ne zato, da ne bi bila dobra publika, ne. Tako kot sem povedala na sami prireditvi, ampak zato, ker si nekako misliš, vedno v istem kraju, pa saj se te morajo naveličati, ampak očitno ni tako, ne. Potem smo zopet izbrali Ormož in kot ste videli, je bilo nabito polno. Dobro, zagotovo je k temu pripomoglo tudi to, da je Jasmina zdaj pač kot registrirana zdravnica v, mislim, narekovaju, ne, pri doktor Kolariču, torej v zdravstvenem domu, in je bilo ogromno ljudi tudi iz te smeri. Tako da jaz sem tako zelo vesela, ne, tisti opazovalec z ozadja, zelo sem vesela, pohecam zdaj zadnje čase, ko mi to ljudje razlagajo, pa pravim, Igor Rakuša, ne, tudi naš učenec, mlad zdravnik, ki pa je pač na Ptuju, pa mi napiše en dan po elektronski pošti, napiše, sem videl ormoške, kaj imate za oddajo, kako se že reče, ne? Utrip Ormoža. Ja, Utrip Ormoža, kot da bi bil na koncertu, super, ne?
No in potem mu jaz napišem nazaj, jaz bi bila zelo vesela, če bi, veš, še več zdravnikov stalo med vrati in spremljalo koncert, ne. Lepo je biti s takšnimi ljudmi in za takšne ljudi napravim vse, kar se le da. Čeravno odkrito povem, da tudi zdaj mi telo pripoveduje, da bo slej ko prej v takšnem smislu bom morala prenehati, kajti fizično tega ne zmorem. Dobro, tisto mogoče, kar je še po telefonu, pa tako da uvajam zdaj mlado dekle, Ano, to je Primožova ljubezen in Ana bo zagotovo dobra menedžerka bodoče. Jaz pa takšna tista podpornica še vedno. Teta ja, z ozadja. Ja, takočno to, ja. Dobro. Kako pa kaj ples? To je tisto, kar te navdušuje, baje sedaj, ko si v penziji. Joj, No, povej nam še kaj o tem. ples mene navdušuje, veš, že celo življenje. Ampak kot smo plesali mladinci na presiki, in to hrvaški presiki, ne. Mislim, hrvaški, saj veš, Jugoslavija, ne. Ni bilo, samo prek mosta smo šli, pa smo bili na presiki. In tam so bili susreti mladih, ne, in to je bilo vsako soboto. Tam smo se zbirali, mladež vseh koncev in krajev. Tam smo plesali, živa glasba je bila vedno. Peli, ne vem kaj, je pač tudi zelo rada pela, ne. Tako da ples je moja ljubezen, tako kot je pač glasba moja ljubezen in ples seveda spada v to smer, ne. Ja, torej, dokler sem bila ledek in frej, ni bilo problema, ne, si pač plesal. Ko pa pač si izbereš življenjskega sopotnika, pa je pač odvisno od tega, kako se dogovoriš, ne. Jaz takrat nisem nekaj posebej, vedela sem, da pač Marjan ne pleše, da mu tu niti ni nek izziv, niti, pa pravzaprav saj veš, ko si v službi, imaš mnogo drugih stvari. Čeravno jaz vedno pravim, to sem tudi dokazala, da tudi v službi, če imaš neko željo zase nekaj storiti, se da, ne. No in jaz ne vem, kaj mi je bilo, pravzaprav sem potem res, ne vem, v katerem obdobju, takrat, ko sem bila ravnateljica, mislim, da kar hitro v prvem mandatu organizirala ta plesni tečaj v naši telovadnici. Mislim, da smo na prvem plesnem tečaju nas je bilo 12 parov, imeli smo odličnega učitelja, mož in žena sta bila, no, prvi tečaj nas je imel on, drugi tečaj potem gospa Mojca. Ampak v drugem tečaju nas je bilo že samo menda 6 parov, ne. Tako da smo kar rapidno šli navzdol. Pa dobro, potem nismo dalje šli, vedeli smo tiste osnovne stvari, oziroma midva sva več ali manj tako stvari morala si prirediti, ne. Pri tem nama je Mojca kar pomagala in lahko danes rečemo, no, da sva edina, ki sva ostala plesoča iz tistih tečajev, no. In Marjan se včasih poheca pa reče, kdaj nama bo naš župan, ne, podelil kakšno priznanje kot edinemu plesnemu paru v naši mladi občini, ne. Ja, res, pleševa z užitkom, ampak tudi kot pravim, ne, telo moje dela na nečem, ne vem na čem še, ampak trenutno ni v telesu ni tiste energije, tistega zadovoljstva, ko veš, ko plešeš, bi mogel biti oh in ah, ne. Mene pa stvari ovirajo že počasi in
razmišljam o plesu. No, O plesu na vozičku. Ja, vse no, te res veliko. verjamem, da si boš hitro našla kakšno zamenjavo, ker mirovati pa ne moreš, koliko te poznamo. Imaš že kaj na vidiku, recimo, kaj bi počela? Recimo, če te mentorstvo mladim glasbenikom utruja, če te utruja že ples, recimo, kaj bi te še? Recimo, Veš kaj? kakšnih svojih želja še se nisi izpolnila, verjamem, da je še in še izzivov za te. Veš, ja, saj imam še mnogo kaj za napraviti, ampak nekaj me ovira pri pisanju, pa ne najdem pravega odgovora. Pišem pravzaprav dobro članke, pišem že od torej šolskih dni, bom rekla, Strokovne članke. Strokovne članke, pišem tudi poljudne članke, ravnokar, mislim, pač lansko leto, lahko rečem, sem si prislužila kar dve knjigi na ta račun, ampak neka želja obstaja v meni že dolgo napisati knjigo, ne. Nekaj pa me zadržuje in vedno se sprašujem, kaj je to, kar mi ne da naprej, ne. Ali je to, ker imam v glavi vedno to, da pa že vsak Slovenec piše pesmi, pa knjigo, pa poje, pa vse počnemo, vsi vse, ne. Ali je to, pa včasih se komu takšnemu rečem, recimo sva zadnjič govorili z našo Jasno Kozarjevo, ne, to je naša nekdanja mentorica likovna, ne, likovnih kolonij, pa mi je rekla, glej, Alenka, če boš tako razmišljala, če bi mi slikarji tako razmišljali, potem ne bi nihče slikal, ne. Ja. Vsi Slovenci slikamo skoraj, vsi Slovenci pojejo, vsi, ne. Če nas je tako malo Slovencev. Ja. Ampak meni se zdi, tudi ne vem, Nena je imela ta občutek, ne. Nena je ogromno stvari napisala in jih imam jaz shranjene in sva jih sem in tja in sva že imela mnogo idej, kako bi to spravile v živo, ne. Dale na trg, pa ni za denar, ampak tako, ne. In ampak je tudi bila zelo kritična, ne, in je rekla, pa kdo bo to bral, ne, pa kaj. Pa ima zelo dobre stvari in najprej bi najbrž bilo dobro, če to napravim, pa bi se mi potem mogoče odprlo tudi moja zgodba. No, potem, kaj jaz vem, zadnjič mi je tudi dobro znana Ormožanka rekla, ki popravlja, lektorica, Nadica. Nadica, seveda, Nadica, ne, zdravo, Nadica. Je rekla, Alenka, jaz bi pa bila zelo vesela, če bi tvojo knjigo lahko lektorirala, ne. Ampak dobro, to so sanje, ne. Je pa potem, se vidiš, branje je itak moja ljubezen, čeravno moram reči, ko se ti to zgodi, kot se je meni zgodilo v tem obdobju smrti, ne, vseh mojih, da ne moreš več brati, takrat pa je groza, ne, ampak hvala Bogu, dobro, to je mimo. Potem je tu klavir, ko pa me mož vedno heca, kaj bo zdaj, nikdar več ne bomo slišali teh klavirskih tipk in bom rekla, ja, saj sem že začela, ne. Tako se prisilim pa kakšen dan, ampak veš, kaj se potem zgodi, tako kot pri tem ljubem računalniku, ne, da ne moreš stran. Jaz potem po 2-3 ure sedim pri klavirju, ne, dobro, res nimam zdaj nekih izvežbanih stvari, ne, ampak to je potrebno, ne, če hočeš, da nekaj zazveni, potem pač. Tako da ne bo mi zmanjkalo dela, ne, ampak mene vedno boli. Jaz sem že v šoli vedno govorila, ne, zakaj so naši učenci tako nemirni. Zato, ker ni sorazmerja med psihičnim in fizičnim
delom. Ne? Učenci morajo biti toliko časa pri miru, psihično zelo zbrani, recimo, ne, in podobno. Fizično, torej šport ali pa, ne vem, hoja, tako dalje, tega je premalo, ne. Tudi meni to celo življenje manjka. Tega sorazmerja ni in to te močno bremeni, ne. Zato je zdaj, dokler še jaz plešem, to v redu, ne. Ko pa ne bom mogla plesati, to pomeni, se v bistvu ustavi ves tisti fizični del, ne, gibanje, ki ti pač zapolni drugo polovico možganov in ki, ne vem, dobro, to so zdaj predvidevanja, ne vem. Mogoče bom se potem lažje vdala v to, da bom pisala ali pa kaj jaz vem, kaj delala, ali pa igrala, ne, to še menda ja bom lahko, ne. Ne vem, v tej smeri bom zdaj povedala, če še lahko, vedno se vračam na učence, saj vidiš, ne. Koliko zdaj govorimo predebelih otrok, niso zdravi, zaviti v vato. Zgodba stara, po celem svetu vse o njej govori. Jaz, če bi jaz bila župan, ja, župan, ja, ne, pa ne bom. Ampak, če bi bila, verjemite mi, prva stvar, kar bi jo napravila, bi ukinila šolske prevoze. To sem našemu županu, pa nisem našemu, mislim, zdaj našemu, ne, gospodu Mirku Cvetku lahko povem, pa tudi nekoč, ko smo bili še skupaj v Ormožu, gospodu Trofeniku, velikokrat povedala. Veliko denarja gre za to. Glejte, mi dejansko sami uničujemo učence, otroke. Ja, seveda mi vsak odgovori, pa kaj si zmešana, pa takoj me odstavijo. Ja, pa dobro, pa ne me odstavijo, ne. Če jaz dosežem to, da bodo učenci sposobni hoditi peš, da bodo sposobni plezati na drevo, da bodo sposobni si najti prijatelje, prave prijatelje pri tem pohodu, ne, jaz mislim, da me čisto komot odstavijo. Kateregakoli župana, lahko je sam ponosen. Mi pa dajemo, recimo zdaj, če tako bom res na pamet rekla, no, ne bom reši cifre rekla, ker ne vem. Ogromno se daje za prevoze, ogromno. Pa potem, če razmišljaš o tem, da učenci po 2-3 ure jih mora v šoli nekdo paziti, da počaka na avtobus. Za mene je to kriminal, pa naj se sliši kakorkoli. Seveda mnogi potem rečejo, ja, nekoč je bilo drugače, ne, ni bilo toliko avtomobilov, ni bilo tega, ni bilo onega. Ja, ni bilo. Mislim, je res, ne, ampak če pa rečemo, da je šola življenje, šola naj nauči otroka živeti. Zakaj moramo v šoli napraviti tisti načrt varnih poti? Zato, da visi tam na hodniku lepo. Ja, varne poti so zato, da učenci grejo domov po varni poti in se naj starši napravijo varne poti po gozdovih, tako kot so oni nekoč hodili, pa ne bo nobenega avto povozil, pa mi nimamo na srečo, no, nobenega medveda pa nič takšnih stvari. In takoj bo ta debelost pa Coca-Cola pa vse tisto, kar pojejo, minila, ne, pa še dosti bolj bodo zbrani pri pouku. Mislim, zdaj sem že skoraj mogoče tako kot ona gospa Makarovičova, ki reče, da nima rada otrok, no, saj ona to sama prizna, ampak jaz jih imam rada, ampak jaz bi jim to v dobro. Ja, hvala lepa, no, tudi tebi in snemalcu, jaz sem res vesela, da sta me povabila, da si me povabila v goste, ni sploh, ker pač pri nas nimamo kabelske televizije, pač tega ne spremljamo in vesela sem, saj veš,
Rada sem na televiziji. Alenka,